Lepo pozdravljeni. Za nami je prvi krog predsedniških volitev, v katerem smo izbirali med 7 kandidati. Znano je, da se bosta v drugem krogu, ki bo 13. novembra, pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Kako smo volili v Posavju? V vseh 3 posavskih volilnih okrajih je na prvem mestu Logar, najvišja razlika med njimi in izzivalko v drugem krogu je v Sevnici, kjer je Logar prejel skoraj 42, Pirc Musarjeva pa 34% glasov. Najnižja razlika je v Brežicah, tam je Logar prejel 32%, Nataša Pirc Musar pa slabih 27%. V Posavju je bila najvišja udeležba v Krškem in sicer 47,45%. Župan mestne občine Krško po dobrih 10 letih zaključuje vodenje občine. Zadnje desetletje ocenjuje kot uspešno, predvsem investicijsko. Kot ključni izziv prihodnjega obdobja pa izpostavlja umeščanje in izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Od svojega naslednika zato pričakuje, da bo sposoben izvesti naloge, ki so, kot se je izrazil, nadpolitične. Zaključek mandata je čas inventure oziroma pogleda nazaj, kaj je bilo v tem času narejeno, kaj je bilo dobro in kaj slabo, ter kje so ostali še izzivi, je na novinarski konferenci povedal Miran Stanko. Med dobrimi stvarmi oziroma tistimi zadevami, na katerem bo verjetno vedno ponosni, je predvsem seveda pridobitev statusa mestne občine in pa gradnja knjižnice ter obvoznice mimo Krškega. To so pravzaprav te projekti, ki so nekje najbolj vidni in bodo tudi ostali trajno v prostoru. Najpomembnejši in največji izziv prihodnjega obdobja je vsekakor izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško, pogajanja povezana z njo in prilagoditev vseh prostorskih in ostalih aktov. Stanko med večjimi naložbami izpostavlja tudi bazen in novo osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja. Ki bodo samo te 2 investicije bodo prav gotovo veljala nekaj oko 20 milijonov evrov. Seveda bo pa še polno drugega, predvsem področje cestnega programa je vedno odprto, kajti imamo odprtih še na kilometre in kilometre cest, ki jih bo potrebno obnoviti. Stanko od svojega naslednika tudi pričakuje, da bo sposoben izvesti naloge, ki so, kot se je izrazil, nadpolitične. Največji izziv vsekakor jedrska elektrarna in tukaj pričakujem človeka, ki bo gledal na dovolj širine, da bo gledal na ta izziv pravzaprav kot celoto, se pravi, da gre za razvoj celotne občine, vsekakor so tu potrebna pogajanja, veliko bo teh pogajanj, potem umestitev v prostor. To je ena zadeva in pa seveda, da ne bi bil ozko usmerjen. Skratka, rad bi bil strokovnjak, da je dovolj razgledan, da ima dovolj širine in pa da pozna delo občinske uprave in kaj občina pravzaprav sploh pomeni, kakšna je njena vloga in kako občina funkcionira. 7767-kilometrski podnebni tek z naslovom Čas se izteka se je začel 30. septembra v Glasgowu, zaključil pa se bo 6. novembra v Šarm el Šejku, ko se bo začela podnebna konferenca COP27. Ena od etap štafete podnebnega teka je potekala od osnovne šole Leskovec pri Krškem do informacijskega središča Gen v Vrbini. Takole so se na predajo štafete iz Kostanjevice na Krki pripravljali na osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Podnebnemu teku se je pridružilo tudi nekaj učencev in učiteljev. Vpeto v celo organizacijo je kar nekaj učiteljev, vsega skupaj pa tule potem teče prav s štafeto naprej. Približno 9 učencev naših in pa 3 učitelji in pa potem še približno tam 18 do 20 kolesarjev spremlja celotno pot do Gena potem. Teka se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v nagovoru izpostavil izjemno skrb mladih za varovanje okolja in jih pozval k še bolj odgovornemu ravnanju. Ob tem nam je nekaj učenk zaupalo, kaj v tej smeri naredijo same. Ločujemo odpadke, pobiramo smeti in vržemo koš, če so na primer na tleh. Vsako leto posadimo vsaj 3 drevesa na našo parcelo pa to. Pa varčujem tudi z energijo, ne pustimo kar požganih luči pa to. Ves čas gašamo luči, tudi mi posadimo drevesa, rastline, rože, varčujemo z električno energijo. Udeleženci podnebnega teka so od tu pot nadaljevali proti Genu. Sporočilo podnebnega teka z naslovom Čas se izteka je jasno. Za ohranitev našega planeta je treba ukrepati zdaj. Gen energija jo svojo vizijo pošilja naprej v svet, torej da je energija tista, ki je nizkoogljična, je jedrska, sončna, vetrna, hidroenergija in to je tisto, kar bo tudi zanamcem ohranili čistejši planet. Sporočilo je predvsem strani mladih, namenjeno svetovnim voditeljem v Šarm el Šejku, kjer je potekala naslednja podnebna konferenca COP27 in sporočilo je, da mladi potrebujejo ustrezno
izobrazbo ustrezno opolnomočeni na področju podnebnih sprememb, da bodo oni kot bodoči odločevalci znali uspešno ukrepati na področju blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Vrha podnebne konference v Egiptu se bo udeležil tudi predsednik Pahor. Mislim, da čaka vse voditelje, ki bodo tam zbrani, neko pomembno delo. To je vrniti diskusijo o klimatskih spremembah na vrh politične agende v svetu. Vojna v Ukrajini je to potisnila na rob. Mi moramo to zaradi prihodnjih generacij, če ne zaradi sebe, to vrniti na vrh agende in pogledati, kaj je mogoče storiti v naslednjih 10 letih. Verjetno največ pri varčevanju z energijo, zato da bi znižali ogljikove izpuste. Udeleženci štafete so iz Vrbine nadaljevali pot proti meji s Hrvaško, ob tej priložnosti pa so pred informacijskim središčem Gen zasadili lipo. Igor Zorčič se na volitve za župana občine Brežice podaja z zbranimi podpisi občanov. Na novinarski konferenci pred prihajajočimi lokalnimi volitvami pa je predstavil kandidatno listo za občinski svet, skupno listo Igorja Zorčiča in Sonce, na kateri je 30 kandidatov. Prepričan sem, da bomo tako sam kot županski kandidat in seveda po volitvah tudi kot župan, kot tudi naši kandidati, ki bodo občinski svetnice in svetniki, narediti tisto, kar smo se zavezali v našem programu. To je, da v Brežicah ne bomo samo asfaltirali in betonirali, seveda bomo tudi to počeli toliko, kolikor je to potrebno za razvoj kraja, ampak da bomo občini in mestu, pa seveda tudi nekaterim krajem, ki so danes praktično mrtvi, povrnili življenje. Torej, veliko bomo dali poudarka na tem, da se naši občanke in občani v svojem prostem času najdejo nekje v domačih krajih, da ne hodijo preko meje, da ne hodijo v Samobor, temveč da najdejo tisto, kar je za njih doživetje, bodisi v mestu Brežice, bodisi na Bizelskem, Artičah, Dobovi, v Cerkljah, ob kjerkoli v Brežicah, torej da s tem povrnemo neko življenje in neko dogajanje v samo mesto in v samo občino. Zdaj pa v Sevnico. Aleš Žibert je skupaj s predlagateljem njegove kandidature in skupino volivcev v četrtek oddal kandidaturo za župana občine Sevnica. Kandidaturo sem oddal s podpisi volivcev. Zbral sem jih več, kot je bilo zahtevno. Zahtevno je bilo 111 podpisov in uspešna je bila akcija, ki je bila izvedena 14.9. in smo zbrali 126 podpisov in volivcev. Tako da me veseli to dejstvo. V kandidaturo grem, kot sem že omenil, kot neodvisni kandidat. Sem pa vesel široke politične podpore, ki sem si jo že obetal tudi ob sami predstavitvi oziroma nadejal. In sicer me podpirata stranki Slovenska demokratska stranka in pa Gibanje Svoboda, prav tako pa tudi neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v občini Sevnica. Veseli me, da so v meni prepoznali neko novo vizijo, napredek in razvoj za občino in pa predvsem povezovalnost, ki je ključna pri meni, kajti menim, da je povezovalnost in sodelovanje pomemben faktor, ključen faktor za to, da bomo lahko napredni in razvojno naravnani. Ali boste nastopili tudi svojo listo za občinski svet? Ne, kot sem že povedal v sami najavi svoje kandidature, ne bom nastopal za listo, torej za občinski svet ali krajevne skupnosti, zaradi tega, ker in sem še vedno prepričan, da je dovolj sposobnih posameznikov in posameznic v posameznih listah in političnih strankah, ki jih je potrebno povezati in vzpostaviti dobro sodelovanje za boljši jutri. Občinski odbor SDS Sevnica je na novinarski konferenci predstavil listo kandidatov za naslednji 4-letni mandat v občinskem svetu. Poglejmo izjavo predsednika občinskega odbora Tomaža Lisca. SDS Sevnica ima že kar 14 dni oblikovano listo za občinski svet. Na njej je 6 dosedanjih svetnikov in 18 kandidatov, ki so že kandidirali na listi SDS. Glede na prepoznavnost kandidatov z področja gospodarstva, zdravja, športa, verjamemo v dober rezultat. Nenazadnje tudi rezultati leta 2014 in 2018 nas nekako navdajajo z upanjem, da bomo vsaj tako uspešni kot zadnja 2 mandata. Torej, v številkah to pomeni, da pričakujemo vsaj 7
svetniških mest, ciljamo na 8, morda pa celo še na kakšnega več. Program imamo izdelan, saj smo ga pripravljali zadnjega pol leta, ko smo se pripravili tudi na volitve v državni zbor, tako da program je pripravljen. Tisto, kar sodi k volilni kampanji, je prav tako pripravljeno in se že tiska volilni material, letaki in pa plakati. In sedaj je samo na nas, kandidatih, da gremo od ljudi do ljudi in jim pokažemo, kaj smo do sedaj predlagali in naredili in kaj želimo tudi narediti v prihodnje. Tudi v Brežicah so predstavili liste kandidatov Slovenske demokratske stranke na lokalnih volitvah za občinski svet občine Brežice. Poglejmo izjavo. Slovenska demokratska stranka bo ostala gonila razvoja občine Brežice tudi v prihodnje. Zato si bomo prizadevali, da se bo mesto in občina Brežice utrjevala kot regijsko, izobraževalno, kulturno, upravno, športno in seveda tudi izobraževalno središče. Zato bomo vse te inštitucije, ki so regijske in so v Brežicah, razvijali naprej in se trdo upirali vsakemu selitvi teh inštitucij v večja središča in s tem na nek način tudi šibitvi Brežic kot takih. Poudaril bi to, da je za razvoj Slovenije kot takšne ključno, da razvija obmejna področja. Brežice imajo kar 67 km z Republiko Hrvaško in zato moramo utrjevati poseljenost in razvoj teh krajev, če želimo utrjevati Slovenijo in slovenstvo. Zato si bo občina Brežice prizadevala še enkrat, da postane Brežice mestna občina in s tem tudi doseže svojo pozicijo v slovenskem prostoru. Kandidat za župana mestne občine Krško, Dušan Šiško, pa je na Senovem predstavil svojo kandidaturo in kandidate neodvisne liste Dušana Šiška, ki nastopajo z geslom Energično za Krško. Poudarki so predvsem na gospodarstvu, na energetiki in na vseh drugih programih, ki so že sedaj v Krškem, ampak jih je treba še bolj energično spodbuditi. Naša lista bo nastopila vključno z mojo kandidaturo z liste Dušana Šiška Energično za Krško. Odločil sem se predvsem zaradi tega, ker sem bil poslanec v državnem zboru in imam izkušnje tako v državni politiki, kot tudi na lokalni politiki. In ne nazadnje sem odprt za vse ljudi, rad se pogovarjam, nimam nobenih težav tako z levim kot z desnim, ne. In kot sem že povedal, če bi bil zaprt, ne bi dosegel tega, kar sem dosegel in to je status mestne občine Krško. Volitve so volitve, lokalne so ena, državnozborske so druga in ljudje se bojo pač odločili. Če bojo prepoznali, da smo ta pravi ljudje na listi, seveda bomo dobili več svetnikov noter. Če ne bojo prepoznali in predvsem pomembno je to, da smo čist neodvisni. Neodvisna lista z nobeno podporo politične stranke, ker želimo delati tako z levimi kot tudi z desnimi. Bliža se 1. november, dan, ko se spominjamo vseh bližnjih, ki jih ni več med nami. Takrat na njihov grob polagamo tudi nagrobne aranžmaje. Ste morda razmišljali, da bi aranžma izdelali sami? Obiskali smo cvetličarno Irena, kjer so nam predstavili, kako. Prvi november je državni praznik, to je dan mrtvih. V krščanstvu je mogoče tole malo bolj polnejši izraz vsi sveti. Na ta dan polagamo na grobove cvetje, aranžmaje, prižigamo sveče, zanje zmolimo in na ta način se jim poklonimo. Sedaj vam bom predstavila izdelavo aranžmaja, katerega bomo kasneje položili na grob. Aranžma bo oblika rimskega venca. To sem se pa odločila zato, ker meni predstavlja pač krog, večnost, v bistvu sklenjen krog. Življenje se je sklenilo. Vzela bom v roke prvo
krizantemo. Aranžma bom naredila v beli barvi, to pa zato, ker na ta grob, ki je namenjen, je tudi zasaditev temu primerna in super je, da vedno usklajujemo barve. Kakšno imamo zasaditev, tako delamo aranžma. Ta oblika aranžmaja venca je tudi zelo primerna za ta čas, da lahko kasneje uporabimo to tudi za advent. Rožice bodo umrle, zelenje ostane in lahko potem samo vstavimo še neke dodatke, novoletne, adventne in imamo aranžma lahko na grobu v bistvu do februarja. Tako, vstavila sem velikocvetne krizanteme, sedaj bom nadaljevala z belimi vrtnicami. Tako, sedaj bom pa nadaljevala s kalami. Kalo bom sedaj pritrdila z vezico, da jo oblikujem. Da lažje oblikujem obliko venca s kalo. Kalo zelo enostavno je pecelj, lahko oblikujemo, kakor pač mi želimo, da dobimo željeno obliko. Pri izdelavi tega aranžmaja imam skozi v mislih, ko prepletam te kale, da pač sklenjen krog se zaključuje in zato jih tudi jaz na tak način prepletam, kot se pač življenje prepleta in se zaključi v nekem krogu. Sedaj bom pa vstavila v ta aranžma tudi zelenje, Calacephalus. V bistvu uporabljam ga pa zato, ker je na tem grobu tudi narejen nasad s Calacephalusa. To je v bistvu trajnica, lepo prezimi, tako da če ga uporabljamo za nasad na grobu, je zelo primeren temu letnemu zimskemu času. S cvetjem sem zdaj nekako zaključila. Dobila sem pač sklenjen krog. Sedaj bom pa še dodala krospedijo v črni barvi. To pa tudi zato, ker je na tem grobu črn marmor in bo naredil lepo povezavo z aranžmajem. Zato je zelo dobrodošlo, če vemo, za koga se aranžma izdeluje, če vemo, kako ima zasaditev, če vemo, kakšen ima kamen na grobu.
To lahko vse polepša potem izdelek. Te krospedije sem vstavila v različnih nivojih, tako kot tudi poteka življenje. Gor, dol, nazadnje je ta krog sklenjen. Tako, aranžma sem končala, sedaj ga bomo pa odpeljali na grob. Društvo Mali Petelin je v koprodukciji s Kulturnim domom Krško ustvaril predstavo Ograja, zadnji branik civilizacije. V petek je v Krškem potekala premiera predstave, mi pa smo ustvarjalce obiskali na Generalki. Ograja, zadnji branik civilizacije bi skoraj lahko spominjala na Butalce, če bi ti živeli v času postapokalipse, nam je povedal njen ustvarjalec Rok Sanda, ki se tokrat preizkuša v vlogah scenarista, režiserja in igralca. Ljudje so ustvarili neko skupnost v času, ko civilizacija že propade. Zakaj propade, ne vemo, se tudi s tem v tekstu ne ukvarjamo preveč, ampak civilizacije več ni. In potem tam najde eno ograjo in si za njo ustvarja svojo skupnost. Zelo posebni so, zelo, bi rekel, z našimi očmi kar precej neumni in zaradi tega tudi zelo smešni. In potem med njih pride nekdo novina, ki hoče pač sam, da bi mu dali malo vode in potem se njim čisto zmeša od tega. Tako da to je pač ta predstava. Zato pa imate ščit, da me takoj ne odpazijo. Lep pozdrav. Opet ti je prišel. Pa se ista gledala, da nista nič videla. Jaz sem ga videl, sem bolj pozabil, da sem ga videl. Lahko pridem not, vode mi je zmanjkalo. Pa sam eno nalogo sta imela. Jaz sem spal, jaz nisem nič kriv, vem ti, no. Saj če bomo tiho, bo mogoče pozabil, da smo tukaj. Ja, mogoče bo mislil, da ni nobenega tle. Se vas vse slišim čez ograjo. Novino, torej tistega, ki sproži celotno predstavo, igra Goran Miljanović. Z Rokom, s katerim se poznamo že od srednje šole, v bistvu sodelujemo že od samega začetka. Mogoče pri dveh predstavah njegovih nisem sodeloval, v enem vmesnem obdobju, zdaj se spet vračam nazaj. Tudi zato, ker se mi zdi, da to, kar napiše, je nekaj unikatnega, nekaj drugačnega, avtorskega in isto verjamem tudi za to novo predstavo, da bo požela nek tak podoben odziv, kot so njegove prejšnje do zdaj. Nina Babič z Rokom Sando sodeluje prvič. V predstavi igra vlogo Svetanje, Vaške vešče in Ljubice Poglavarja. V tej vlogi sem se kar dobro znašla, glede na to, da je Svetanje takšna uštekana, ukvarja se z duhovimi, čara, šlogati. Sicer si je v igri to sama izbrala, sama si to namišlja. To ni kot vloga v igri. Se pravi, v tej vasi za ograjo, kjer živimo, si je sama dodelila ta naziv. Vlogo morda najbolj zmedenega prebivalca skupnosti Gavre igra Maksi Bogovič, ki se na odrskih deskah predstavlja prvič. Ja, Gavra je en tak zanimiv lik, v bistvu on se zaveda svoje funkcije, ki je pomembna, se pravi, da straži to taborišče, ampak obenem ima pa take zanimive probleme, ker ne dojema stvari tako hitro, kot bi si drugi želeli. V bistvu je najmanj inteligenten član te druščine, ki se je utaborila v tem taborišču in tudi hkrati je noro zaljubljen v Tinejo, v punco, ki je v tem taborišču in mu vse skupaj v njegovi glavi dela take probleme, da težko procesira svet okoli sebe.
Predstavo spremlja avtorska glasba. Zanjo je poskrbel Andrej Černelč, ki je z Rokom sodeloval že pri 2 filmskih projektih in enem gledališkem. In nekako smo se navadili, da počasi delam muziko in počasi tudi prispevam k atmosferi, k zvoku ozadja ali pa kakim efektom. Namen je bil pravzaprav, čeprav gre za komedijo, narediti dokaj resno muziko, ki ne bo kontrast temu smehu in ki ne tudi nekako mogoče malo podčrta, da gre v bistvu za resne teme, kljub temu, da gre za komedijo. Celoten projekt traja že od leta 2019. Kot nam je povedal Sanda, je sprva skušal na oder postaviti drugo predstavo. Potem je bilo veliko enih izpadov raznih igralcev. Smo pravzaprav že 4. postavo nekako delali pri isti predstavi in potem v tej frustraciji, ki je spet prišlo do nekega izpada, eni so pač povedali sodelovanje iz normalnih razlogov, pač čas mineva, ne, je bila ena karantena, druga, tretja in sem zato v tej frustraciji, ker pač še kar nisem mogel postaviti predstave na oder, sem v jezi v bistvu napisal nov tekst, ki sem ga zelo hitro napisal, v bistvu najhitreje napisal moj tekst. In potem smo začeli s to predstavo vaditi, ki je bila napisana v resnici za točno tisto zasedbo, ki sem jo takrat imel, od katere sta spet 2 odpadla, ampak smo pa to nekako rešili. Tokrat bo premiera v Kulturnem domu, potem pa nekako je cilj, da gremo neko turnejo po celotni Sloveniji, po teh amaterskih odrih in mogoče v aprilu spet zaključimo v Kulturnem domu še z eno ponovitvijo. Benti, verjem, da ne bi, ker bi bilo ziher kje zaviniti, pa ne bi noben gledal. Pa zdaj tudi ni nad zavidati. To pa zato, ker mi da skozi gledamo in potem vidijo, da gledamo, pa se skrijejo. Za konec pogledajmo še na naš spletni portal posavje.com. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnji torek.